Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Danes pa v studiu gostim 4 gostje, s katerimi bomo skušali odgovoriti na vprašanje, ali vlada s svojimi odločitvami uničuje slovensko gospodarstvo, ali zaradi prevelike porabe res hodimo po robu, ali pa gre le za neke politične kritike in zgodbe, ki so posledica časa pred volitvami. Naj predstavim še goste. V studiu sta z nami 2 poslanca opozicije, gospod Rado Gladek iz stranke SDS. Dobar dan. Gospod Jožef Horvat iz vrst NSi. Dobar dan. Politiko na nek način predstavlja tudi državni sekretar Matevž Frangež iz gospodarskega ministrstva, ste član stranke SD. V studiu pa imamo tudi makroekonomista, nesojenega sicer kandidata za mandatarja koalicije KUL. Vam je žal za to, gospod Jože Podamjan, pozdravljeni. Hvala, tako vam reči, žal mi je, da sem se spustil tisto zadevo, ampak na koncu šteje predvsem to izkušnje. Skratka, politika vas ne zanima več, bili ste tudi minister. Ne, se me nikoli ni zanimala, ampak vedno sem se pustil nekomu pripričati, da sem se spravil noter stvari, ki niso moja domena. Zdaj, kot sem dejala na začetku, temeljno vprašanje je, ali res hodimo po robu, kje smo. Ali vlada škodi slovenskemu gospodarstvu, pa to je vprašanje za vse, mogoče bi dala gospod Damjan vam najprej besedo. Ja, takole na prvo žogo bi povedal takole, da ja, ta vlada je naredila precej škode gospodarstvu, s tem, da ta vlada ni homogena. Vlada je zelo heterogena, imate resorje, kjer delajo izjemno škodo gospodarstvo, pa imate resorje, kjer delajo pozitivno. In zraven mene sedi gospod Frangež, ki je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, kjer v bistvu delajo zelo dobro in v bistvu blažijo negativne plati, ki se dogajajo v drugih ministrstvih. In to so, kdo dela škodo gospodarstvu? Od ministrstva za finance do ministrstva za okolje, prostor in energijo, se pravi, pa še določena druga ministrstva, tudi ministrstvo za recimo zdravje in tako naprej, kjer precej škode področajo gospodarstvo. In potem na koncu seveda slika, ki jo vidimo navzven, je pa ta, da so se v mandatu te vlade davčne obremenitve recimo povečale, ni prišlo do zmanjšanja recimo davčnih razbremenitev za ljudi. Na drugi strani imamo pa ogromno, pa veliko projektov je bilo neizvršenih, recimo napovedi glede na zdravstvenem področju, da se bo čakalne vrste zmanjšale. Je pa na drugi strani vlada naredila ogromno takšnih všečnih ukrepov, ki pa imajo negativne finančne posledice. Se pravi, govorimo o tem, recimo, o zamejitvi cen električne energije za gospodinjstva, ne pa za gospodarstvo. Potem imamo, recimo, reforma plač v javnem sektorju, ki je ena največjih ima enega najbolj negativnih prispevkov na sedanji proračun, in potem seveda še ta nesrečna božičnica na koncu, kjer je v bistvu, to je vse všečno, kupovanje volilnih glasov naprej, ampak v bistvu ima pa zelo velike negativne javne finančne posledice. Se pravi, vi se strinjate z oceno gospoda Mojmirja Mraka, ki je dejal na nacionalki, da hodimo po robu. Gospod Frangež, gospod Damjan vam je tako pripisal pozitivne lastnosti, da se trudite za gospodarstvo. Kaj se pogovarjate na vladi? Ker dejansko vtis v javnosti je, da ste nekoliko preveč radodarni in da nas bo to še precej bolelo. Jaz bi najprej izhajal iz širših okoliščin. Jaz res verjamem, da živimo v sredi velikih geopolitičnih, tehnoloških in drugih prelomnic. In da te ustvarjajo seveda zelo napete gospodarske okoliščine, ne le pri nas, pač pa v širšem evropskem in globalnem prostoru. Zdaj, mi želimo videti vse te spremembe kot eno veliko priložnost, čeprav nesporno prinašajo za naše gospodarstvo, naš tip podjetij in njegovo strukturo tudi velika tveganja. Zdaj ste zašli nekaj druga. Mene zanima, vprašala sem vas, se opravičujem. Razumem, kaj ste me vprašali. Tisto, kar mora biti manjka v času te vlade, je en širok družbeni dogovor, ki bi ozavestil potrebne spremembe, ki jih moramo narediti, tako navznoter kot navzven.
ker je mogoče samo na dogovoren način v relativno majhni slovenski skupnosti povezati interese tako vlade, javnih sistemov, sindikatov in delavcev na eni strani in gospodarstva in gospodarskih združenj na drugi. Če bi znali okoli tega oblikovati okoli ključnih potrebnih sprememb, tudi širše politično soglasje, bi bilo to samo dobrodošlo. To bi bil pristop, ki ga zagovarjamo Socialni demokrati. Seveda pa ima vlada svojo politično koalicijo, svoja politična razmerja. Jaz vedno tudi drugim resorjem, za katere ne bi kar ocenil, da so delali škodo, nasprotno, varovali so set vrednot, ki jih pač morajo zagovarjati. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo recimo je naredilo velik kakovosten preskok pri inštalaciji obnovljivih virov energije, kjer smo zgodovinsko vsaj za 2 desetletji zamujali. Seveda pa tudi na energetskem področju ostaja še niz strateških vprašanj, začenši z prihodnostjo uporabe jedrske energije, ki jih moramo zapreti. Zakaj? Zato, ker so se inputi, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje, radikalno spremenili. Pri vseh ključnih inputih. Delovna sila, denar, energija, surovine, kritični materiali. In ker je ekonomija pravzaprav znanost o tem, kako na učinkovit način uporabiti razpoložljive vire za to, da na trg dostaviš najboljši možni proizvod, da v celotni tej strukturi se nam zakonitosti zaradi zunanjih sprememb spreminjajo. Zato pa je pomembno, da vodimo gospodarsko politiko, ki umirja stvari, in tako je Matjaž Han deloval ves mandat, skušal dosegati širše dogovore, tako v političnem kontekstu in političnem prostoru, kot tudi skušal vedno povezovati tako gospodarska združenja kot sindikate, zato da mili razraščajoč konflikt. Mi menimo, da ta konflikt ni dober, ni produktiven in da danes Slovenija potrebuje drugačen pristop. Skratka, da jaz zaokrožim, jaz kot novinarka recimo nisem, vsaj do mene ni prišlo, da bi recimo SDS se odločno upirala tudi na sejah vlade kakšnim škodljivim posledicam določenih odvisno od primera do primera. Ampak no, gledajte, povejte, zadnji primer je denimo božičnica. Gledajte, mi smo socialni demokrati. Mi menimo, da je prav, da ljudem damo več in da tudi podjetja svoj uspeh v večji meri delijo s svojimi zaposlenimi. In ko je bil enkrat ta predlog v javnosti, je povsem jasno, da ga predsednik socialnih demokratov, ki je slučajno tudi minister za gospodarstvo, ne more zavrniti. Nasprotno. Ko je to pričakovanje v javnosti ustvarjeno, ga je treba izpeljati. No, ampak ne zaradi gospodarstva, pač pa zaradi volivcev. Dajmo še besedo opoziciji. Kako vidite vi dva? Začnem jaz. Hvala za besedo. Ja, prvo vprašanje je bilo, ali sedanja vlada škodi slovenskemu gospodarstvu. Zdaj, brez da mi po moje tukaj nekaj diskutiramo, lahko pogledamo samo številke. Se pravi, kar se tiče konkurenčnosti, smo na 46. mestu. Pod to vlado smo padli za 8 mest v letu 23 in 24, zdaj se držimo na 46. mestu. Kar se tiče BDP-ja, stagniramo pri rasti. Kljub, bom rekel, dobrim napovedim recimo pred naslednjim letom, očitno potem nekaj ne delamo prav, oziroma vlada ne dela prav, ker nam teh napovedi ne uresničimo. Zdaj smo trenutno zadnja napoved OECD, mislim, da je 0,9%. Za letos, ja. Tako, s tem, da rekel države v okolici, ki so v enakem gospodarskem bazenu, pa rastejo hitreje od nas. Se pravi, to je eklatanten podatek, da, bom rekel, brez da se mi v opoziciji nekaj pritožujemo, mednarodne inštitucije opozarjajo, da pač ne delamo stvari prav. To kažejo pač konec koncev rezultati. Gospod Horvat, prej vam dam besedo, bi mogoče še povedala, OECD je včeraj objavil pač napoved za Slovenijo. Napovedali so, da bo letošnja gospodarska rast 0,9%, kot ste dejali, gospod Gladek. Kar pa je pri tej številki pomembno, pa je, da je v bistvu proračun bil narejen na predpostavki, da bo rast BDP-ja 2%. Res je, ampak ko mi v Državnem zboru v razpravah ali pa v ustnih poslanskih vprašanjih opozarjamo predsednika vlade, potem on zelo arogantno opoziciji odgovarja,
in se dejansko požvižga na ocene relevantnih mednarodnih inštitucij. In če govorimo o gospodarstvu, mi v Novi Sloveniji, ko govorimo o gospodarstvu, imamo v spredju človeka. Sej, gospodarstvo so ljudje, delodajalci, delojemalci so ljudje. Vsi skrbimo za to, da za lastno eksistenco in za eksistenco naših družin. Za to gre. Gre pravzaprav za dostojanstvo človeka. Zato je ta ekonomska politika tako zelo, zelo pomembna. Ko se sprašujem, ali jo sploh imamo, in postavljam vprašanje in ciljam predvsem svojimi kritikami na predsednika vlade. Če on tako arogantno vodi seje vlade, kot arogantno odgovarja v državnem zboru, potem je povsem jasno, da Matjaž Han, minister za gospodarstvo, prvi branik gospodarstva na vladi, enostavno ni slišan. In mi nimamo, ves ta Golobov mandat, mi nimamo ekonomske politike. Ne znamo oceniti, kaj ta ekonomska politika podpira, kakšno je podporno okolje. Sploh ni podporno okolje. To ni ekonomska politika, to je, ker že bi naj plesali, to je koreografija. Veste? In v tem mandatu, če pogledamo in seštejemo finančne učinke vladnih zakonov, vidimo, da je vlada za obdobje od 23 do 28, ker nekatere davščine bodo veljale do leta 28, ko to seštejemo, ugotovimo, da je ta vlada gospodarstvo in nas, dohodninske zavezance, dodatno obremenila za 7,5 milijardami. Dodatno. To preprosto ni vzdržno in nobeno gospodarstvo to ne zdrži. In če pogledamo recimo letošnje leto, jaz se spomnim, ko sta predsednik vlade in minister za finance predstavljala proračun Republike Slovenije za leto 2025, sta dejansko kazala mišice, kako je ta vlada dobra, da je zagotovila za investicije, državne investicije 2,2 milijarde. To vidite v aplikaciji APRA, dnevno spremljam te zadeve. Do danes so investicije oziroma odhodki iz proračuna za investicije realizirani zgolj 1,2 milijarde. To se pravi 54% realizacija. In smo mi konec leta. Res je, december bo najbrž več situacij, faktur, ali bodo tudi plačila, ne vem, ampak investicije enostavno nam ne grejo. In ta resna opozorila ekonomske oziroma Evropske unije glede proračunskih dokumentov za leto 2026 mi v Novi Sloveniji jemljamo resno in to bo en veliki zalogaj za naslednjega finančnega ministra, kako bo vse te zadeve nekako zbalansiral. Vsekakor pa naslednjo koalicijo čaka spet sprememba oziroma rebalans proračuna za leto 2026. Gospod Damjan, se strinjate s tem, da v bistvu za časa te vlade sploh nimamo neke resne ekonomske politike, ampak neke koreografije? Temu je težko oporekati, ker pač ta vodilna stranka v koaliciji ni imela sploh programa. Pred volitvami potem so ga nekaj spacali skupaj in to, kar so spacali skupaj, je grozno. Če to primerjam recimo s programom, ki so ga imeli SD, ki je bil res razdelan program, in pa tisto, kar smo dobili pri vodilni stranki, ki vodi to koalicijo, je to neprimerljivo. Tako da v bistvu oni so štartali brez kakšnikoli idej, brez kakšnikoli resnih ciljev in potem so se malce samo odzivali na situacije, ki so se dogajale, se je zgodila energetska kriza, so se odzvali na energetsko krizo. In potem so samo v bistvu nekako gasili požarje, ko je bil recimo tale požar na Primorskem, ko so bile poplave, so se samo na to odzivali. Ampak nekega proaktivnega programa, neke vizije, kaj bomo naredili s to Slovenijo, kako bomo naše gospodarstvo naredili bolj konkurenčno, ni bilo. So vsaka čast nekaterim resorjem, na ministrstvu za gospodarstvo in tako naprej, kjer so se v bistvu imeli ta načrt in aktivno pomagali gospodarstvo in tako naprej, ampak v drugih resorjih je v bistvu, kaj smo rekli, kot kaos. Občutek je na zunaj, če ljudje gledajo, da je predvsem velika naklonjenost trošenju. In meni je bilo zanimivo, ker je državna sekretarka Saša Jazbec, pristojna za proračun, javno, sicer nekoliko zadržano povedala, da v bistvu rezerv v proračunu ni več. Mogoče sem kratko dodam gospoda Damjana. Načrt so imeli uničiti oziroma izničiti vse, kar je naredila prejšnja vlada. Če se spomnimo na začetku, kar se tiče davčne politike,
popolnoma brez kakršnega koli razmišljanja, ne, so ukinili to mini davčno reformo, ki nas tepe zdaj že 3 leta. Ne. Tudi sedanja vlada zdaj to počasi priznava. Sicer takrat so rekli, ja, izničili bomo mini davčno reformo, ker bomo pripravili temeljito reformo davčno. Pa niso, zdaj predsednik SD-ja govori, da mu je žal, da ste podprli pač te spremembe. Dajmo vseeno takratne odločitve postaviti v kontekst. V koalicijski pogodbi te vlade je predvidena celovita davčna reforma, kot ste dejali, ki predvideva ukrepe na obeh straneh. Se pravi, kako razbremeniti delo in drži, delo je davčno in ko upoštevamo še prispevke za socialne zavarovanja v Sloveniji nadpovprečno obremenjeno, medtem ko imamo izrazito podpovprečno obremenjeno premoženje. Mi smo si prizadevali za to in zato je to vključeno tudi v koalicijski pogodbi, da dosežemo eno celovit davčni pristop, ki bo razbremenil delo na eni strani, na drugi strani pa razumno še vedno do povprečja obremenitev v Evropski uniji ustrezno izpad nekih proračunskih prihodkov ali prihodkov socialnih blaganj uravnotežijo z prihodki iz pravične obdavčitve premoženja. Ampak če dovolite, drži in tudi mene skrbi ugotovitve švicarskega inštituta IMD, konkurenčnost Slovenije na mednarodnih lestvicah pada, vendar le bi opozoril, da je padla za 8 mest ne le Slovenija, ampak da je praktično celotni evropski prostor iz razlogov, na katere pogosto opozarja profesor Damjan, da je konkurenčnost celotnega evropskega prostora izrazito upadla. Ne drži pa, da ta vlada v tem obdobju ni naredila nič in ne gre samo za sanacijo stvari, ki so se dogajale. Energetska kriza, kjer ne le, da je bila regulirana cena gospodinjstev in da dolgo pravzaprav višjih cen energije gospodinjstva niso čutila, bila je v najbolj kritičnem letu 23 uveljavljena tudi regulacija malih poslovnih odjemalcev in mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, medtem ko je za velika podjetja v letu 23 veljala skema povračil. Zdaj mednarodne študije izkazujejo, da je Slovenija tukaj odnesla bolje kot povprečje EU, to pa ne pomeni, da del naše industrije, še posebej energetsko intenzivna industrija, še vedno ni v težavah in vidimo lahko, da se visoke cene energije še vedno zrcalijo v upadu predelovalnih dejavnosti, kar je seveda problem. Smo pa skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravili ukrep, ki omogoča, da sedaj za kombinacijo tržne in stroškovne cene temu delu industrije ponudimo določeno podporo. Evropska komisija je možnost za takšno kombinacijo uveljavila v junijski spremembi oziroma sprejemu tako imenovanega okvira državnih pomoči za čisto industrijo in mi smo sedaj znotraj vlade uskladili zakonske rešitve, ki pričakujem, da bojo v zelo kratkem potrjene na vladi, zato da se lahko začne hitra obravnava v državnem zboru v skladu s pričakovanjem gospodarstva, da vsaj temu delu gospodarstva dodatno pomaga. Gospod Horvat, potem pa gospod Damjan. Ja, ta ekonomska politika, ki še enkrat pravimo koreografija, je v bistvu temelji na enem populizmu. To je naše gledanje. Slišali smo celo, kar se je dogajalo na ekonomsko-socialnem svetu in tudi sam se bom zdaj navezal na to, da mi je zelo žal, da je iz neke kljubovalnosti ta koalicija zavrnila naš dohodninski zakon iz začetka leta 2022. Kakšni bi bili učinki? Učinki so takšni, kot smo približno računali, da bi tisti, ki ima povprečno plačo v Sloveniji na letni ravni dobil v žep neto približno 1200 evrov več. Zdaj pa gremo seštevati. 22, 23, 24, 25, torej 4 krat 1200 je 4800. In je Golob nekako razmišljal in tudi razpravljal v nekih krogih v tej smeri, da pa ja, tisti, ki ima povprečno plačo, samo 100 evrov na mesec, kaj dosti ne pozna. Zato je šel rušiti ta dohodninski zakon in zdaj prišel kot zmagovalec z odločitvijo, da bo božičnica obvezna za vse. Vse to je njegova ideja, o tem ni vedel ne gospodarski minister, ne finančni, ne podpredsednik vlade, eden pa drugi, o tem nišče ni vedel. To je bila njegova ideja in tukaj vidimo eno schizofrenost
te koreografije. Ne? Na eni strani božičnica za vse, na drugi strani pa so zdaj na vladi debate, vse o tem govori podpredsednik Mesec, ne? So debate, da bi vlada naj pomagala pri iskanju sredstev za nadomestilo za skrajšanje tednika, ne, delovnega tednika, ker nekatera podjetja imajo težave, ker ni naročil. Še drugo, in s tem ta del zaključujem, bil sem naiven, ko sem pričakoval, da bo pa predsednik vlade, dr. Golob, res nekaj naredil za dvig produktivnosti v naši državi. S tem imamo težave, o tem bi bolj kvalificirano lahko govoril profesor Damjan. V začetku je rekel, da moramo delati na tem, da bo dodana vrednost na zaposlenega 100 000 evrov. Žal, mi 20 let stagniramo. Od 2005 do 2025 smo na 85% povprečja EU glede produktivnosti. Mogoče smo za 2 odstotni točki samo dvignili. In zato so nam za petami Romunija in tako naprej, baltske države. In tu imamo strahoten problem. Tu potrebujemo ukrepe, ne pa populistične rešitve. Gospod Gladek, ko ste dobili besedo samo gospod Damjan, želeli ste prej, ko je gospod Frangaš govoril, mogoče bi dodala še tukaj kritiko do politike, ker dejansko niste sposobni podpreti predlogov druge strani. To je zagotovo slabo za Slovenijo. Tudi, če so dobri predlogi, recimo, če jih da levica, desnica ni sposobna podpreti in obratno. Vse to je to, kar je gospod Frangaš prej govoril. Ne? Se pravi, v bistvu mi rabimo v Sloveniji nek dogovor, ne? Glede tega, v katero smer hočemo, se pravi, kaj so glavni izzivi, ko bomo naslovili te izzive, katere rešitve in potem jih v bistvu podpreti soglasno, ne? Ali pa se v čim večji meri podpreti. To manjka v Sloveniji in to manjka pri vseh vladah do zdaj, razen pri nekaterih ključnih odločitvah v zgodovini, glede recimo vključitve v EU, NATO, takrat je bil konsens, pa glede seveda osamosvojitve. Ampak kar sem hotel prej povedati, oziroma se v bistvu naslovno to, kar je povedal gospod Frangaš, ne. Pravi, vlada je seveda imela na začetku mandata, je povedala, ne, oziroma v koalicijski pogodbi, da bo naredila celovito davčno reformo, ampak kako je to izvedla, je pa problem, ne. Problem je, da iz te davčne reforme na koncu ni bilo nič, oziroma nastal kaos, ne. Se pravi, najprej so razveljavili ta zakon o dohodnini, ne, se pravi, ki bi bil zelo koristen seveda za gospodinjstva, ne. Potem so se lotili celovite reforme davčnega sistema, tako da so rekli, ne, da bomo povečali prihodke iz drugih virov, ne pa iz dela. Se bomo razbremenili delo, tako da bomo dali davek na nepremičnine. Ampak potem so naleteli na steno, ne, in so rekli, ups, tega pa ne moremo narediti. Ne, in tako da v bistvu so samo povečali v tem času z recimo prispevki za dolgotrajno oskrbo, so povečali stroške dela, ne, ampak niso pa razbremenili gospodarstva, se pravi, v bistvu niso pa povečali prihodkov iz davkov na druge, se pravi na premoženje. In v bistvu vlada nekaj začela, je prenehala. Potem imamo recimo ta nesrečni primer z SP in tako naprej, kjer je vlada naredila neko reformo, neke izračune so imeli, zelo so se hvalili z njimi, ampak na koncu so nazaj stopili, čez nekaj mesecev, ups, moče pa nismo imeli prav pri naše izračune. Tako da v bistvu je neka taka stihija, tukaj je nek kaos vlada, vlada se v nekaj zaleti brez resne analize, potem sredi procesa ugotovi, da ta zadeva ne gre in potem odneha. Ampak kaj mislite, je to posledica neznanja teh ljudi, ki so prevzeli ministrstva, ne? Ja. Ali ne vem, pretirane želje potem, da se ponovi mandat, pa se deli, pa se potem išče druge všečne poteze, ki jih bodo prinesle javnomnenjsko podporo. Jaz bi rekel, da je oboje. Prva stvar je, recimo, ko se ti lotiš vladanja, moraš se ukrepiti z ekipo, s strokovnjaki okrog sebe. Namreč predsednik vlade seveda ne more vedeti vsega, on je samo menedžer, ki mora menedžirati, se pravi, upravljati za to vlado in se mora seveda oborožiti z ustrezno strokovno ekipo. Ampak seveda, ko se ta vlada oblikovala, smo imeli nenadoma dobili za ministre ljudi, za katere še nismo slišali nikoli. In tudi, ko gledate njihove strokovne kompetence, jih isto težko najdete. In ni jih enostavno. Ne bom govoril zdaj o imenih, ampak praktično se težko spomniš kakšnega imena, nekoga, ki je želeno nekaj naredil, ali pa je pridobil, ima strokovne kompetence na nekaterih področjih. In seveda taki ljudje ne morejo kvalitetno voditi svojih resorjev, ker enostavno niso strokovnjaki na tem področju. In potem na drugi strani se pa potem vlada seveda poskuša populistično odzivati na te zadeve, ki se dogajajo,
in potem seveda dobiš ta kaos, ki ga gledamo. Ne? Se pravi, ta neučinkovitost, to se na koncu pokaže v tej veliki neučinkovitosti. Ne? Recimo, ko smo govorili o gospodarski rasti. Ne? Gospodarska rast je bila na začetku, ob začetku te vlade izjemno visoka. Zakaj? To, ker so jo poganjali predvsem javne investicije v gradnjo infrastrukture. Se pravi, dva velika projekta, ki jih imamo, drugi tir in pa ta druga cel predora v Karavankah, to je poganjalo gospodarsko rast in gradbeništvo je v bistvu poganjalo celo zadevo. Potem pa je nenadoma vlada zmanjšala ta sredstva, nenadoma je bila luknja noter, in potem gospodarska rast je upadla in hkrati smo se soočili pa z to veliko krizo na evropskem trgu, ki je, spravi, zaradi energetske krize, Nemčija kot naš največji gospodarski partner, nenadoma izgubila za let, ga nima več 5 let, stagnira, in v bistvu se naš izvoz zaustavlja. In vlada ni imela načrta, kako to nadomestiti. Zdaj, je pa res, da je začetku letošnjega leta nastal pa ta nov operativni načrt glede vlaganj v infrastrukturo, ki je izjemno ambiciozen, ki je izjemno bogat, 12 milijard evrov, recimo 2025, 2030, to meni 2 milijarde na leto in to bo poganjalo gospodarsko rast v prihodnje. Ampak letos je pa luknja, zato ker ni bilo tega načrtnega načrtovanja naprej. Nihče v bistvu ni delal analize, kaj bo na podlagi česa bomo rasli v prihodnje. In to je ta problem, ki ga jaz vidim tukaj. Po vašem mnenju bodočega finančnega ministra in gospodarskega ministra lahko skrbi zaradi zapuščine, ki boste pustili? Slovenija ni v tako slabem položaju, kot se govori. Ta vlada je naredila nekaj napak, te nekaj napak, na katere opozarja fiskalni svet, recimo sta dve največji napaki, spravi dve stvari, ki sta bile, recimo je ta plačna reforma javnega sistema, kjer je vlada v bistvu za polovico podcenila negativne učinke, ne more reči negativne učinke, ampak učinke na proračun, spravi na javne izdatke. Če recimo se javni izdatki zaradi tega povečali za 1,3 odstotne točke, v bistvu se bojo pa 2,6. Spravi, vlada ni dobro tega preučila. Potem je tale božičnica tukaj, je zelo hvale vreden ukrep, ampak to pomeni, da bomo mi prvič v javnem sektorju dali za dobri 100 milijonov evrov, se bodo povečali izdatki, krati je pa božičnica oproščena prispevko in pa dohodnine, kar pomeni, da se ne bojo povečali pa prihodki v proračun. In to pomeni dvojno luknjo potem. To so taki ukrepi, ki jih moraš nekako dizajnirati naprej, se pravi neko analizo narediti in pogledati celovito sliko, kaj se bo zaradi tega dogajalo. Tako da v bistvu bodoči finančni minister bo seveda naletel na to situacijo, ki ni tako slaba, proračunski primanjkljaj bo tam okrog 3 odstotke, še vedno pod to mejo, in bo seveda moral narediti konkretne analizo ukrepov, kaj v bistvu Slovenija lahko, oziroma kaj lahko zdaj tukaj naredimo, se pravi, a bomo šli zdaj v prestrukturiranje samih proračunskih izdatkov in pa prihodkov, kje bodo nadomestni viri, s katerimi bomo v bistvu zapolnili to luknjo, in na drugi strani, kako bomo v bistvu mi stimulirali gospodarstvo, da bo gospodarstvo začelo dodatno kreirati prihodke in iz tega naslova se potem seveda poberejo davki. Tako da v bistvu upam, da bo da zdaj stranke, ki se pripravljajo na naslednje volitve, v bistvu razmišljajo o tem, da delajo analize na tem področju in da bodo seveda prišle oborožene takrat z konkretnimi programi, ko bodo nastopile nov mandat. Gospod Frangež, nekaj vprašanja bom pa še dodala, ker ste govorili na začetku o tem, da je treba doseči nek družbeni konsens. Recimo predsednik vaše stranke, Matjaž Han, je govoril v zvezi z davčno reformo oziroma obdavčitvijo premoženja, da je potreben nek konsens. Ampak zanimiv se mi zdi pa tale podatek, ker smo tako kritični, predvsem zaradi zapravljivosti vaše koalicije. Statistični urad je objavil podatek, da je gospodarska klima novembra v Sloveniji na mesečni ravni že 5. mesec zapored boljša in da je dosegla najvišjo raven po decembru 2022. Kaj nam to potem pove? Da so nekateri kritizerji zaradi kritizerstva, političnih jaz ne tajim, da imamo mi svoje gospodarske izzive, nesporno, in da jih seveda čutijo tudi podjetja in gospodarstveniki. Mimogrede je tudi pomemben del inputov, ki kažejo na našo konkurenčnost, je anketnega značaja in seveda slaba volja v družbi in jeza se pogosto rezultirata potem v zmanjšanje tega optimizma, ki ga izražajo tudi lestvice. Ampak gledajte, kar je ključno. Mi smo v sredi velikih sprememb in jasno je, da moramo v teh spremembah nekaj narediti. Zdaj, dejstvo je, da se je kljub rekordni likvidnosti
tudi gospodarstva, relativno še vedno visokim dobičkom, pa zaustavila investicijska dejavnost podjetij. Po podatkih Sidbank je 90% vseh investicij v gospodarstvu pravzaprav reaktivnih. Dobim novo naročilo, izvedem investicije, zato da sem fit na to naročilo odgovoriti. Čas zahteva drugačen pristop. Mi se moramo vzajemno opogumiti, če hočete tudi opolnomočiti, ponuditi ustrezne sheme. V ta namen bo 1. januarja pripravljena 2 močna posojilna sklada po 500 milijonov evrov, skupaj 1 milijarda evrov, preko Sidbanke, s katerimi želimo na eni strani spodbuditi investicije, na drugi strani pa zagotoviti potrpežljiva posojila, nižje obrestne mere, tudi moratorije za podjetja, ki se soočajo z kratkoročnimi težavami. Zakaj? Zaradi tega, ker je zdaj čas, da pogumneje investiramo. Med drugim je eden od pomembnih dosežkov te vlade tudi dogovor z gospodarstvom in znanostjo o okrepljenih vlaganjih. Vlada predvideva 3-kratno povečanje sredstev za raziskave in razvoj do leta 2030, glede na izhodišče v letu 2022. Namreč nas ne bo reševalo več to, da še naprej delamo po nemški kakovosti za slovensko ceno. Dejstvo je, da te vrzeli v cenah več ne zmoremo. Mi bomo morali ponuditi boljše, inovativnejše rešitve. V pomembnem delu gospodarstva vidimo lahko celo vrsto dobrih novic, res veliko inovativnosti, tudi dejstvo, da se je naša industrija znala predhodno energetsko prestrukturirati. Nekatere naše tovarne so med energetsko najučinkovitejšimi v svetu, hkrati pa smo v tem obdobju, in tega nikar ne pozabimo, medtem ko se po Evropi zapirajo avtomobilske tovarne, smo mi uspeli poskrbeti za prihodnost Revozove tovarne, ki je konec leta 2022 visela na nitki. Še več, znali smo pritegniti tudi druge strateške investicije. Samo Sando v tem hipu v Sloveniji investira več kot 1 milijardo evrov v zaokrožen krog proizvodnje vsega potrebnega za proizvodnjo bioloških podobnih zdravil. Cela vrsta drugih investicij prav tako izkazuje, da je Slovenija še vedno konkurenčna lokacija, največja njena prednost so znanje in kompetence naših ljudi, hkrati pa smo na celi vrsti teh strateških investicij znali pokazati tudi odzivnost in privlačnost države. Gospod Horvat, želeli ste besedo, pa bom tukaj še dodala pod vprašanje, ker smo rekli, da tale vlada, oziroma gospod Damjan je rekel, da je na nekaterih področjih ustvarila precejšen kaos. Povejte mi, kaj boste najprej, če pridete, pač če boste oblikovali desno-sredinsko vlado po volitvah, kaj boste najprej šli spremenjati? Poleg tega, kar je že sicer gospod Janez Janša, gospod Gladek napovedal, da gospod Debeljak ne bo vodil več uprave SDH-ja. Jaz nisem te sorte, da bi risal kakšne katastrofične scenarije. Sem pa kritičen do tistih potez Roberta Goloba, ki niso dobre za slovensko gospodarstvo. In njegov modus operandi poznamo iz nekaj izjav. Recimo glede božičnice. On je dejansko, poznamo ga tudi po njegovi aroganci, kot sem že povedal, zna toč po govornici in tako naprej. Rad ima happy ende, ki se potem ne uresničijo sicer. Tu lahko na dolgo nadaljujeva to zgodbo, ampak ko on pove med gospodarstveniki, 500 jih je menda bilo na Brdu pri Kranju, je rekel, ja, optimirajte si poslovanje na Hrvaškem ali pa tudi v Bosni. A si mi predstavljamo, kaj to pomeni? On je dal na nek način odprl vrata, na neke vrste izgnal je slovenske gospodarstvenike. Se gospod Blaž Brodnjak iz NLB je dejal, da ga boli srce zaradi takšnih izjav. Ne? In da mu bo počlo srce. Se tudi meni, pa najbrž vsem nam, ki smo za tem omizjem. In takšna sporočila predsednika vlade in njegove besede imajo posebno visoko specifično težo. To se preprosto ne dela. Ali pa na drugi strani, ko je stopil pred poslance, pa je rekel, no pa da vidimo, kateri poslanec bo glasoval proti božičnici, ker na ta način omogoča, da bi si lahko podjetniki, kapitaliste on ima v glavi, lahko kupili za par metrov daljšo jahto. Tako se enostavno ne dela, ne? In to je popolnoma schizofrena gospodarska politika. In zdaj, da se vlada izgovarja, ja, imeli smo požar, imeli smo poplave.
Jo, lepo vas prosim, to je za zraven. To je za zraven. Mi smo imeli pandemijo, ko se je gospodarstvo ustavilo. Zaradi poplav se, hvala Bogu, ni ustavilo. Gospodarstvo je delovalo. In zdaj tudi zaradi tega, ker očitno ima Levica, z veliko začetnico, Levica ima velik vpliv na politiko Roberta Goloba, se je ustvarjalo neko sovraštvo do gospodarstva. Vse se spomnimo izjave Mihe Kordiša, z bajoneti naterati gospodarstvenike v morje. Ne? To je mogoče neka prispodoba, in ta politika, mi vidimo, da gre natančno v tej smeri. In se je začelo, to je neverjetno, začelo se je demonizirati dobiček. Jaz sem zadnjih 2 tednih parkrat slišal pred kamerami poslanke in poslance Svobode, ki so demonizirali dobiček. So rekli, poglejte, kako jim dobro gre. Imajo dobiček, ne? Nihče pa ni toliko pošten, da bi pa rekel, koliko je pa zdaj to gospodarstvo vizavi tega dobička, dobri 6 milijard, pa tudi investiralo. A ne? In če govorimo o posojilih, seveda, racionalno je, da se gospodarstvenik, podjetnik zakreditira za neko investicijo, ker vedamo ta investicijo, če bo jo srečno speljal, da mu bo sama kredit vračala. Ko se pa zdaj v tej situaciji gospodarstveniki morajo nekateri zakreditirati zaradi neumne poteze Roberta Goloba, To zdaj govorite o obvezni božičnici. Ko govorim o obvezni božičnici, to pa je, točno, Elan je to javno priznal, mnogi ne priznajo, mi dobivamo v vednost, ko nam ljudje pošiljajo odpovedi pogodbe v delovnem razmerju. In natančno piše delodajalec zaradi uvedbe božičnice, pa da se razumemo, mi v Novi Sloveniji smo za božičnico, ne samo 640. Naj bo neoprispevčena, naj bo neobdavčena, kar seveda pomeni v proračunu neko luknjo, okay? Ampak to je neka nagrada za tvoj prispevek k razvoju, k poslovnim uspehom podjetja. In tu ne more biti neka direktiva vlade, ker tu je potem že zadeva vprašljiva glede slovenske ustave, mislim, da 74. člen, ko govori o svobodni gospodarski pobudi. Se bomo videli, če bo pobuda za ustavno presojo. Napovedana je. Gospod Gladek, kaj boste vi spremenjali, glede na to, da ste že recimo v stranki napovedali, da gospod Žiga Debeljak ne bo več predsednik uprave SDH. Pa v bistvu vprašanje za vse. Gospod minister za finance je na televiziji izjavil, da pravzaprav ni bil seznanjen s tem postopkom in da ni imel nič s tem, da bi gospod Debeljak postal, da naj bi dobil nov mandat. Gospod Gladek. Ja, mogoče par besed zdaj res okrog tega SDH-ja. Tukaj je res nenavadna situacija. Ne? Imamo nepopoln nadzorni odbor SDH-ja, kar za vlado ni problem, za vlado kot skupščino. Ne? Zelo pa se je mudilo, oziroma po eni strani poslušamo, da z vidika korporativnega upravljanja je potrebno imeti vse te sisteme pravilno postavljene, pravočasno in tako naprej. Ampak kot sem rekel, nadzorni svet ni težava, manjkata 2 člana. Ne? Po drugi strani so brez težav odprli novo podjetje za orožarske posle, se pravi ta Dovos, nastavili novega direktorja. In tik pred volitvami, se pravi vizavi nepopolnosti nadzornega sveta, se jim je pa mudilo z ponovnim imenovanjem novega, starega predsednika uprave. Kar je, blago rečeno, nehigienično in tako kot je, mislim, eden od novinarjev, ko je lovil za izjavo gospoda Debeljaka, ga je vprašal, a si pripravljate zlato padalo. Ja, no, to je točno tukaj, to. Potem, ko se je iztekel mandat gospe Karmen Dittner konec leta 2023, je manjkal en član. Potem, ko je iztekel mandat gospodu Simiču, zdaj že par mesecev v bistvu so samo 3 člani nadzornega sveta. Vem pa sicer, da si je SD še pod nekdanjima glavnima tajnikoma prizadeval, da bi dobil kakšnega svojega člana v nadzorni svet, oziroma ne člana, pač predstavnika, pa vam to ni uspelo. Jaz, gospod Frangež, ne pomnim koalicije, ki bi delovala tako, kot deluje aktualna, da koalicijski partnerji v bistvu s svojimi kadrovskimi predlogi ne pridejo zraven. Vsaj 15 let je tega, odkar smo v tej državi spoznali, da je pač treba politiko in strankarske centrale umakniti iz tovrstnih kadrovanj.
Mi smo resnici Glejte, na ljubo kar veseli jaz sem iz in vaše- zadovoljni, da smo v tej koaliciji bili odrezani od ključnih kadrovskih odločitev v državi. Zakaj pravim, da je to usluga? Zato, ker smo socialni demokrati do tedaj veljali za kadrovsko agencijo, ki nas zanima samo kadrovanje in vplivne pozicije v državnem gospodarstvu. Ne. Naredili so nam uslugo, ker pri tem v tem mandatu nismo sodelovali. Je pa res, da smo, ne kot stranka, pač pa kot Ministrstvo za gospodarstvo, ker v skladu z zakonom sprejetem v času prejšnje vlade, Ministrstvo za gospodarstvo predlaga, mislim, da enega člana nadzornega sveta SID banke. Mi smo takrat predlagali dr. Antona Ropa, nekdanjega premijera, podpredsednika Evropske investicijske banke, ker se nam zdi, da ima za svojimi življenjskimi kompetencami več kot dovolj izkušenj za to, da sodeluje v nadzornem svetu SID banke, ki je izrazito pomembna in strateško pomembna razvojna banka v državi, preko katere želimo tudi kot Ministrstvo za gospodarstvo krepiti finančne instrumente in vzvode, zato da lahko zagotavljamo podporo slovenskemu gospodarstvu. Kar se pa tiče aktualnih postopkov, vem, da je Matjaž Han bil do postopkov že kritičen. Mislim, Ampak da ste pa bi bilo kritični samo najmanj. javno, no, poslali ste sporočilo za javnost, v koalicijskih pogovorih dvignete glas ali počepnete Jaz pred mislim, vsakim da se dejstvom? resnici na ljubo koalicija o vprašanju, kdo je predsednik uprave SDH, nima kaj pogovarjati, ker je to odgovornost nadzornega sveta. Seveda pa je treba uskladiti vprašanje, kdo državo, ustanoviteljico, zastopa v nadzornem svetu SDH. Res si ne bi želel, da pridemo nazaj v stare dobre čase, kjer se je v pisarni predsednika vlade odločalo vse. Ne. Tu je treba potegniti mejo, ve se, dokot seže vlada, dokot pri upravljanju državnega premoženja za sprejemom strategije upravljanja državnih naložb seže državni zbor in potem je odgovornost nadzornega sveta in vsakokratne uprave SDH, da to vestno in gospodarno ter učinkovito izpolnjuje. Gospod Damen, verjamete v te besede, ki jih je sedaj nanizal gospod Frangeš? Pričemer ne pravim, da je nujno sedanja situacija odslikava tega idealnega stanja. Glede, do te strukture odločanja ali pa upravljanja recimo državnega kapitala, ne, smo v bistvu potrebovali, zato smo potrebovali 20 let. Ne. Tako da v bistvu ne smo naredili neko strukturo, je pa seveda vedno res, ne, da se tudi znotraj to vrstne strukture da seveda politično kadrovati, oziroma da ima politika lahko velik vpliv na kadrovanje, spravi preko imenovanja članov nadzornega sveta in se da. Tako da lepo je, da imamo tak sistem v skladu z smernicami OECD. Zdaj pa vsaka koalicija to poskuša nekako izigrati po svoje, ne, in tudi tukaj se je ta zadeva zgodila, pa se ne bi preveč spuščal v to, ne, ker je to povsem politično kupčkanje. Takoj vam dam besedo. Vas bom pa vprašala še nekaj, ker je gospod Frangeš omenil gospoda Ropa. Ali imam prav, ko razmišljam takole? Da si mogoče kompetentnega nadzornika, odločnega nadzornika ni želel predsednik uprave SID-a, gospod Borut Jamnik, in je tako bilo, kot je bilo. Ne vem, kako je ta zadeva potekala, ampak v vsakem primeru se mi zdi gospod Rop izjemen strokovnjak, z bogatimi izkušnjami, z bogatimi strokovnimi kompetencami, tako da se mi zdi primeren, če tako v zunaj gledam, primeren član nadzornega sveta. Kako pa je sama zadeva potekala, pa jaz ne vem. Skratka, neuradno sem jaz slišala med drugim tudi to, da se je čisto še nekatere druge člane nadzornega sveta, gospod Jamnik. Opozicija ima besedo. Ja, jaz bi mogoče izkoristil pa določeno kritiko dal na ravnanje socialnih demokratov. Poglejte, gre za stranko, kot ste rekli, z dolgoletno tradicijo. Ne. Gre za drugo največjo stranko v tej koaliciji. Ne. Imamo ministra, ki, bom rekel, ima neke izkušnje z gospodarstva, ne. Ampak socialni demokrati se vedno oglasijo, ko je stvar že mimo. Če se spomnimo, štempljanje. Veliko debat, minister podpiral naše predloge, zgodilo se ni nič. Normiranci, podobna zgodba. V razpravah so načeloma, bom rekel, poslanci podpirali naše predloge oziroma predloge opozicije. Ko se je glasovalo za
vladni predlog. A ne. Tako da tudi zdaj, recimo, kar se tiče SDH-ja, post festum, ko je stvar že mimo, minister Han izjavlja, da se s tem ne strinja. Mislim, direktno vprašanje, kje je bil minister takrat, ko bi lahko povzdignil glas, ko bi, bom rekel, javno nasprotoval, po končni fazi, v neki fazi najbrž tudi, bom rekel, svojo ministersko funkcijo vezal na neke odločitve vlade, ki so evidentne proti politiki, ki jo socialni demokrati zagovarjajo. Tako da z te strani se mi to zdi res malo nekonsistentno, oziroma bi pričakoval drugačna ravnanja, rekel, etablirane stranke z izkušenimi politiki, z izkušenim kadrom, tako da tukaj je po moje malo dvolična igra. Ne gre za dvoličnost, jasno pa je, da je naša teža točno takšna, kot so nam jo odmerili ljudje. Kot veste, po volji ljudstva to koalicijo sestavljajo 3 stranke z številčno kombinacijo, vse začetno, vmes se je malenkost spremenila, 42-7-5. Ljudje so odrezali zelo... Ne, to je pomemben nauk za naprej, za odločitve ljudi čez nekaj mesecev, kajti naša strateška prioriteta je nesporna. Mi si želimo levo-sredinsko vlade, ki bo pa notranje bolje uravnotežena, z bolj zdravimi razmeri, ki ne bodo omogočali tolikšne prevlade ene stranke nad drugimi, ampak omogočala bistveno bolj partnerska razmerja med partnerji, zato da bo potrebno več enakopravnega dogovarjanja tako znotraj vlade, kot v razmerju do drugih, torej do celotne skupnosti, začenši s socialnimi partnerji, drugimi političnimi akterji, družbo kot celoto. In zato, ker vam javnomnenjske ankete še ne kažejo, da bi se pomembno ukrepili, ste se zdaj odločili povezovati s stranko Vladimirja Prebiliča? Mislim, da je v dani situaciji o tem še nekoliko prezgodaj govoriti, bomo videli pa, kaj prinese v prihodnje odločitev. Pa lahko potrdite pač informacije, ker so zelo različne, ne? Kdo je dal inicijativo? Predlagam, da o tem poprašate pristojne v naši stranki, kot tudi stranki Vladimirja Prebiliča. Imate red, tako kot Gibanje Svoboda, ker informacije... Red mora biti. Povejte. Mogoče samo še en detalj. Jaz gospoda Matjaža Hana poznam dolga leta, dolgo sva skupaj sedela v poslanskih klopeh in tukaj sem uvodoma povedal, ta arogantnost predsednika vlade dejansko na nek način onemogoči kakršnokoli aktivnost koalicijskega partnerja, ki v taki situaciji to sploh ni več partner. To je dejstvo. Se pravi, Robert Golob reže kot salamo. Zanimivo, da te ocene prihajajo z desne. To prav iz Nove Slovenije. To bodo kolegi povedali sami, jaz te ocene ne bom dajal. Kar pa zadeva kadrovanje na vrhu SDH, je normalno, da je politično. Se ve, kdo je skupščina, kdo je predsednik skupščine, vlada je skupščina, vlada postavi nadzorni svet. Zdaj že kar nekaj časa, kot vsi skupaj ugotavljamo, ta ni popoln in ta okrnjen nadzorni svet, ja, upam se reči, po direktivi Roberta Goloba, predsednika skupščine, spelje postopke in ponovno postavi Žigo Debeljaka za predsednika uprave SDH. To je nehigiensko, tu se pridružujem tudi profesorju Tajnikarju, ki je nekoč bil minister iz kvote socialnih demokratov in je zelo kritičen do tega. In to preprosto ni dobro. Tukaj bi jaz tudi pričakoval ministra za gospodarstvo, da bi šel pred kamere, ker je gotovo vedel, da se ta postopek začenja in da bi pritisnil na ročno. Sem pa hvaležen profesorju Damjanu, ki je nekako pozval stranke, ki se podajamo ponovno na volitve. Mi si želimo pa desnosredinske vlade, ker gospodarstvo pravi, ker že imamo temo gospodarstvo, da take vlade, takšne ekonomske koreografije več ne bo preživelo. Si želimo desnosredinske vlade in v tem kontekstu bomo prav danes na Prešernov rojstni dan predstavili tudi naš program, naše podporno okolje, tudi osnutke davčne politike za naslednje mandatno obdobje, kot nekako osnovo za razpravo, kot nekakšno osnovo za bodočo koalicijsko pogodbo.
Vaš gost na tej programski konferenci je tudi gospod Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Bom na Drži. koncu povedala, kaj mi je on dejal, ko sem ga vprašala za oceno vlade. Gospod Gladek, bi še vi kaj dodali? Drugače, gospod Frangeš, morda so me vaši kolegi zavedli in morda niste bili tako glasni pri imenovanju gospoda Žiga Debeljaka, ker ste dobili možnost, da predlagate 2 kandidata za nadzorni svet SDH-ja. Ali to ne drži? Priznam, da če se s čim res ne ukvarjam in se nikoli nisem, je to kadrovska politika, tako da podrobnosti o tem ne poznam. Kolikor je meni jasno, je Matjaž Han na to potezo zelo jasno reagiral in ocenil, kaj je kako bi bilo potrebno ravnati. Drži, politika ima to možnost, Jože ima prav. Problem je, da se politika včasih ne zna samo omejiti in oblikovati odločitve, ki bi imele širše družbeno podporo, ne le podporo tistega, ki ima žezlo in meč v tistem hipu v rokah. No, jaz za razliko od vas sem slišala tudi, za katera 2 kandidata gre, ki ste jo izbrali za to, da bi... Kot rečeno, ni mi znano. Ste hoteli kaj dodati? Drugače, še ena zadeva, ki se mi zdi ful zanimiva v poročilu OECD-ja, ne vem, če ste jo zaznali, me pa presenetila, ker je zapisano povsem drugače od tistega, kar vlada zdaj govori. Zapisali so namreč, da bo treba dodatne izdatke za obrambo izravnati zmanjšanje drugih javnih izdatkov. Zdaj, spet prihajam iz politične stranke, ki je svarila pred 5-odstotnimi zavezami znotraj zveze NATO. Je pa na drugi strani res, da je naša geopolitična realnost takšna, da se moramo na varnostne tveganja bolje pripraviti. Kot ministrstvo smo bili pri tem zelo aktivni, predvsem zato, da okrepimo tisti del gospodarstva, ki razvija pametne tehnološke rešitve za obrambne industrije in industrije odpornosti v perspektivi. Kar se pa tiče upoštevanja v državnem proračunu, jaz vendarle upam, da se bo Evropa, ki je po mojem mnenju naredila ključno napako 15 let nazaj, ko je pristala na politiko javnofinančne strogosti, namesto da bi, podobno kot sta to naredila ZDA in Kitajska, pospešila investiranje, predvsem v tehnološki preboj. Zaradi tega je danes Evropa v težavah. In upam, da ne bomo ponavljali te napake pri tem, da bomo restaurirali preživeto politiko varčevanja, namesto da sedaj, ko je nujno potrebno, da ukrepimo vse oblike investiranj, ne samo seveda z javnimi spodbudbami, pač pa tudi tako, da aktiviramo naš domač kapitalski trg in evropski kapitalski trg, da podpremo vse tisto, kar moramo narediti, da Evropa nadoknadi zamujeno tehnološko vodstvo na celi vrsti področji. To je še vedno mogoče, ampak čas je, da se začnemo ukvarjati z tem, kar je res bistveno. Gospod Damjan, poslušala sem intervju, ki ste ga dali, mislim, da za STA, in govorili ste o tem, da naj bi nam bil zgled tudi Kitajska. Ampak mene zanima odgovor na to vprašanje. Ali verjamete, da zaradi dodatnih stroškov z obrambnimi nameni ne bomo rezali drugje? In ob dejstvu, čeprav minister za finance pravi, da nam ni treba skrbeti, OECD pravi, da se nakazujejo znaki ohlajanja. Znaki, evropsko gospodarstvo je v stagnaciji, tako da znaki ohlajanja so tukaj z nami 4 leta, tako da je katastrofa, če domače rečeno, namreč trenutno je Nemčija v tem drugem kitajskem šoku, in nemško gospodarstvo stoji, industrija pa pada leta 2017. To je realna situacija in Nemčija je največji kupec na naših komponent, se pravi, mi predvsem izvažamo v Nemčijo, tako naprej. Zdaj pa, v tem poročilu OECD so 2 neumnosti noter. Prva neumnost je tale, se pravi, da bomo zaradi dodatnih vlaganj za obrambo, se pravi za orožje, morali skrčiti določene druge izdatke. To je popolna neumnost. Tukaj morate gledati z vidika multiplikatorja. Multiplikator izdatkov v obrambo je povprečju 0,5, v Sloveniji je še nižji, zato ker večinoma kupimo v tujini. Od tega bo domača industrija ali pa domače gospodarstvo imelo zelo malo koristi, ker nismo tukaj specializirani. To bo šlo predvsem v ZDA ali pa kakšne druge države. Medtem ko imate pa multiplikator pri gradbeništvu 2,5.
recimo multiplikator izdatkov za recimo pokojnine ali pa socialne transferje je 1,4. Zdaj se pa mi odločamo tukaj, da bomo dali, OECD predlaga, več za obrambo in manj za nekaj, kar res pospešuje našo gospodarsko rast. 1 evro vložen v orožje pomeni, da nazaj dobimo manj kot 0,5 evra. 1 evro vložen v gradnjo naše infrastrukture pomeni, da dobimo zdaj 2,5 evra. Razumete? To je ta razlika. In druga zadeva, ker pravijo pri OECD v tem poročilu, je to, da bi morali začeti z fiskalno konsolidacijo, z rezanjem izdatkov. In to je pa v nasprotju z osnovami makroekonomije. Makroekonomija je zelo enostavna. BDP je sestavljena iz 4 ključnih komponent. Zasebna potrošnja, investicije, javna poraba, oziroma javni izdatki in pa izvoz. In zdaj, ko zasebna potrošnja naraste, ko podjetja ne morejo investirati, zato ker je pač situacija taka v Evropi, potem izvoz zaradi tega stagnira. Okay? Potem imamo samo državo, ki lahko tukaj dodatno, ki lahko spodbudi gospodarsko rast. In to je bil to, kar se je dogajalo recimo v tem obdobju evrske krize, ko smo mi šli v varčevanje, v to neumno politiko varčevanja, s tem smo v bistvu našo krizo podaljšali na 7 let. Zdaj moramo obratno narediti. Zdaj, ko nišče drug noče trošiti in pa investirati, mora država začeti to. In ta investicijski ciklus v infrastrukturo je način, kako v bistvu mi spodbudimo gospodarsko rast, ko nišče drugi ne more dodatno trošiti. Tako da v OECD-ju imajo zelo napačna cena. Se pravi, ne bomo več brali poročilo OECD-ja. Povejte, gospod Horvat. Ravno to, kar pravi gospod profesor, sem uvodoma tudi opozoril na ker na dnevni ravni spremljam realizacijo proračuna za letošnje leto. Zdaj, še enkrat, za investicije smo načrtovali 2,2 milijarde. Danes, ali pa bolj točno, na včerajšnji dan je realizacija 1,2 milijarde. To je 54%. Mi smo na koncu leta. In absolutno se strinjam, predvsem investicije v gradbeništvu so izjemno močen, najmočnejši multiplikator. In to nam preprosto ne gre. Tudi črpanje evropskih sredstev smo na istem odstotku, 54%. A mi nimamo absorpcijskih sposobnosti, zakaj jih nimamo? Res je, da smo si življenje zelo zagrenili z neumnimi birokratskimi ovirami in preprosto mi ni jasno, da ne znamo denarja pobrati, pa ga je ogromno. In pripada nam, Sloveniji. Pa že kar nekaj koalicijskih pogodb sem brala, ker piše, da se bo zmanjšalo birokratske postopke. Gospod Gladek. Sam 2 stavka glede tega oboroževanja. Mislim, jaz sicer nisem nek strokovnjak za to, ampak rekel tako nekako zdravo razumsko to gledam. Mi pa svoje zaveze, kar se tiče partnerstva v NATO in tako naprej, moramo izpolnjevati. Zdaj, po drugi strani se veliko govori o dual use, se pravi, minister za finance, predvsem se mi zdi, da on največkrat razpravlja o tem, kako bomo praktično vse stvari gradili za namene varnosti, kar najbrž popolnoma ne drži. Ampak mi pa zanemarimo še eno stvar, po moje, samo sestavo Slovenske vojske. Se pravi, res, da so moderni oborožitveni sistemi, da marsikaj se dela, bom rekel, v končni fazi z umetno inteligenco in ne vem s čem, ampak mi nimamo ljudi. Že zdaj so informacije, da se marsikaj nabavi, pa stoji v skladiščih, tako kot je profesor Damjan rekel, se pravi, mi bomo denar dajali v tuja podjetja, našo industrijo seveda, dajmo jo spodbuditi, govorim orožarsko oziroma za to vrstne namene, ampak mi moramo v prvi fazi poskrbeti, da bomo imeli strukturo vojske tako, da bomo lahko te stvari, ki jih bomo zapravili v več 100 milijonskih zneskih, da jih bo lahko kdo tudi upravljal oziroma da bo imel kdo z njimi zaravnati. In tukaj o tem se pa zelo malo govori. Mislim, da tudi glede Patrie, oziroma 8 kolesnikov, kakršnekoli bo že kupila vlada, ali se bo mogoče po volitvah znova kaj spremenilo. Mislim, da glede Patrie oziroma 8 kolesnikov se je govorilo, da niti nimamo ljudi, ki bi jih znali upravljati. Gospod Horvat. Mogoče zdaj pa sem prepričan, da ni zaradi tega pogodba o nakupu Patrie odpovedana je zaradi volitev. Ampak ko smo vodoma govorili, kar mi zelo všeč, da je pa Slovenija le najmanj 2-krat dosegla velik nacionalni konsens. Prvič plebiscit, ko smo se osamosvojili, in potem leta 2003, ko smo se za 2/3 večino odločili, da gremo tudi v zvezo NATO.
To so neke naše zaveze in če jih ne izpolnjujemo, gotovo izgubljamo na kredibilnosti. Naša specifična teža Slovenije je po moji oceni izjemno nizka. In kar zadeva izdatkov za obrambo, jaz bi raje videl, da jih dajemo nekam drugam, ampak obramba enostavno mora biti. Zaveza 2% BDP, zdaj projekcije kažejo, da bo letos, se motim, 1,4%. Ja, mi potem normalno, da pred zavezniki zardevamo, se morali bi, ne? Gospod Frangež, čas se nam izteka, vprašala bi vas, kaj je sedaj z odločitvijo glede sprožitve sheme o subvencioniranju delovnega časa, skrajšanega delovnega časa. Gospod minister za finance je povedal, da tako vaše ministrstvo kot ministrstvo Luke Mesca pri predlogu aktivacije te sheme ni predložilo ustreznih izračunov Umarja. Ali lahko poveste, to je povedal na televiziji, ste mogoče spregledali? Ta ocena gospoda Boštjančiča ne drži. Zdaj zakon predvideva 3 vzvode za aktiviranje sheme. Mi smo se v dogovoru z ministrstvom za delo odločili, da pogledamo v stanje gospodarstva. Podatki Umarja so reaktivni, izkazujejo situacijo 7 mesecev nazaj. Zato je glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Bojan Ivanc, pripravil kompetentno študijo, v njem jasno analiziral prizadetost posameznih sektorjev, kot tudi ciklično naravo te prizadetosti, ker je gotovo prav, da ukrep ni primeren za tiste panoge, ki bodo dalj časa potrebovale to vrstno podporo in torej nujo po prestrukturiranju. Ne, je pa primeren začasno ukrep, zato da ne pride do zmanjšanja zaposlenosti v panogah, ki imajo možnost za odriv. Mi pričakujemo, vso delo je opravljeno, da bo vlada v kratkem, mora biti že jutri, odločala o aktivaciji sheme v skladu z študijo, ki smo jo predložili ministrstvu za delo. Lahko mogoče bolj konkretno poveste? Predlagam, da se zdaj vzdržim komentiranja posameznih sektorjev in panog, za katere študija izkazuje to prizadetost, ker mislim, da je vendarle prav, da se z njo najprej seznani vlada, o njej odloči in pravočasno bo javnost o tem izvedela. Se pa strinjam, da se za aktivacijo sheme mudi in si želim, da to se zgodi čim prej. Za konec bom prebrala še izjavo gospoda Blaža Brodnjaka, ki je gost na vaši programski konferenci. Vprašala sem ga, s čim se mu je ta koalicija najbolj zamerila. In pravi, da najbolj zameri vaši vladi, gospod Frangež, javno črnjenje in šikaniranje podjetnikov, lastnikov, menedžerjev, zdravnikov, v bistvu vseh tistih, ki zaslužijo več od dvakratnika povprečne plače. In pravi, da se v bistvu gremo razredni boj. Ne vem, ali je čas za razredni boj, se strinjate z njim? Pa v bistvu vprašanje za vse, končamo s tem. Imamo razredni boj? Strinjanje bi dejal, da je seveda, bom rekel, politična komunikacija stvar nekega sloga. Jaz sem v politiki pravzaprav že precej dolgo in mislim, da sem v tem času pridobil dovolj modrosti, da vem, kaj se v politiki sme in kaj ne sme. Kot rečeno, če si želimo prizadevati za družbo, ki jo bo uravnavalo sodelovanje in ne konflikt, se je potrebno kdaj vzdržati temu, da komu rečeš, da je kreten, če tudi misliš, da je kreten. Vsekakor ste se izvežbali tudi v baročnem govorjenju, z bolj manj vsebine konkretne, ne želite v bistvu odgovarjati. Jaz mislim, da sem bil, oprostite, gospa Kos, v tej oddaji kot običajno vsebinsko dovolj močan, da mi pač tega očitka ne morete dati. Dobro, potem se vam pa opravičujem za svojo oceno. Ja. Gospod Damjan, imamo kulturni boj, kaj se dogaja v Sloveniji? Ja, mislim, da to predvsem odraža sestavo koalicije, ki je pač malo bolj leva ali pa bolj ekstremno leva in da to nekako se pravi je bolj proti profitom oziroma dobički so označeni kot nekaj negativnega in tisti, ki imajo visoke dohodke, so tudi negativci. Tako taka neka nota se je pojavila v zadnjih 4 letih, s tem, da so vse stranke znotraj koalicije dokaj heterogene glede tega in da imajo nekatere bolj pozitivno odnos do gospodarstva, druge pa imajo izrazito negativnega. Bi morala biti potem prihodnja vlada bolj desna, še s kakšno desno stranko, da bi uravnotežili to levo-desno? To vas sprašujem kot nesojnega mandatarja, kula malo vas hecam. Če bi, moja predikcija, moja napoved je pa, da bo v bistvu ta naslednja vlada verjetno desno-sredinska in bi bil zelo vesel, če bi bila uravnotežena tudi recimo za socialdemokrati, ker ti v bistvu ta uravnoteženost je ključna pri vseh razvojnih
načrtih in pri izvedbi teh načrtov. Ker eni gredo mogoče preveč v korist gospodarstva in škodo recimo povečane neenakosti, drugi pa vidijo tudi ta vidik, ampak oboje skupaj je treba, moraš imeti uravnoteženo politiko in taka recimo, jaz bi rekel, velika koalicija bi bila zelo koristna za Slovenijo. Ste politiki dovolj zreli za širšo koalicijo? Tukaj lahko v svojem imenu govorim, absolutno. Kar se pa stranke tiče, smo pa v Slovenski demokratski stranki to tudi že dokazali. Če se spomnimo partnerstva za razvoj v mandatu 2004-2008, mi smo bili vedno pripravljeni sodelovati z strankami, ki imajo podobne cilje. In naš cilj je, to, kar je prej profesor Damjan rekel, v Sloveniji je biti uspešen razen pri športu, je nekaj pregrešnega. Imamo uspešna podjetja, ki jih ne znamo, bom rekel, dati na pedestal, oziroma nam ne znajo biti vzor. In tukaj imamo resno težavo. V državnem zboru je bilo kar nekaj razprav, sploh, bom rekel, strani levice, o bogataših, o izkoriščevalcih sistema in tako naprej. Ampak, če gledamo ta Ginijev količnik, ki meri to uravnoteženost, mi bogatašov sploh nimamo, tako, v pravem pomenu. Razen nekaj izjem. Mislim, mogoče za naše razmere, ampak če gledamo za evropske razmere, je to, mislim, minorno. Tako da, ampak ta velika podjetja oziroma lastniki teh podjetij, ki delajo uspešne zgodbe, bi mogli biti vsem vzor. Mladim, predvsem mladim, da bi se tudi spustili v polje podjetništva, in da bi tukaj videli svojo priložnost. Zdaj pa še mogoče sam stav glede premierja. Jaz na začetku sem imel neko optimizem, glede na to, da prihajajo iz gospodarstva, pa so nam ga prodajali kot vrhunskega menedžerja, ampak ta stvar je zbledela v pol leta, se je stvar pokazala, kakšen vrhunski menedžer on dejansko je. In zadnja izjava ob tej božičnici, ko je rekel, vse gospodarstvo ima denar. Lejte, gospodarstvo je od mikropodjetij do velikih sistemov in vsi nimajo denarja, predvsem ga pa ne v normalnem rekel, gospodarskem okolju ti predvidevaš določene stvari. Tako bi mogla tudi vlada in ti ne moreš predvidevati, da boš 2 meseca pred koncem leta zvedel, da boš imel dodatne obremenitve in to je po moje čist jasen pokazatelj popolnega nerazumevanja gospodarstva in upam, da se nam ta zgodba v naslednjem mandatu ne ponovi. Gospod Horvat, verjamete v možnost širše koalicije, ker jaz mislim, da gospod Frangež vam bo dal roko, ko bo šel to pa to. Podpisali pa po moje nikoli ne boste nobene koalicijske pogodbe. Sam sem bil v koaliciji v mandatu 2004-2008, ko smo skupaj s socialnimi demokrati podpisali eno sodelovanje, z njimi usklajevali različne zakone. Res je, pokojni dr. Bojuk je bil pri socialnih demokratih takrat in z njimi uskladil zakon o dohodnini. Ampak potem ni bilo podpore v parlamentu. Tako da si te iskrenosti želimo malo več. Naslednja vlada bo gotovo tudi, glede na naš volilni sistem, koalicijska. Mi si želimo ene široke koalicije, ki bi znala najprej narediti eno koalicijsko pogodbo v tem smislu, kot je nekoč naredila črno-rdeča koalicija v Nemčiji, ko je izgledalo kot neke vrste vozni načrt, vozni plan, vozni red in se je v koalicijsko pogodbo definiralo vsebine in zakone, ki bi se naj spreminjali, reforme, pa tudi časovnica. Časovnica je tudi zelo pomembna. To bi si enkrat želel. In želel bi si predvsem bistveno več stroke na ministrskih resorjih, te ni. In tudi se vidi, ne bo dobro, če bo naslednja koalicija s težiščem na skrajno levi, kot imamo to sedaj. Se pa z gospodom Brodnjakom... Skrajnost verjetno ni dobra, ne? Gotovo ne. Se pa z gospodom Brodnjakom strinjam, tudi mi vidimo, da gre za nek napad na podjetnike. Se veste, to, kar Robert Golob govori o jahtah. Se strinjam, da gre za eklatanten napad na zdravnike, mi temu pravimo sveta vojna za zdravniki. Rezultat tega so normiranci. Zaradi zdravnikov so se zadeve na področju normirancev zaostrile in tako naprej. Ja, res je. Sej, če pogledamo SP-je kot samostojne podjetnike, 60% SP-jev je tam relativno revnih. Da ne bomo zdaj mislili, zdaj pa tisti pa, ki je gospodarstvenik, ta pa ima
debelo denarnico. Ni res. Vem pa, da imajo veliko krat svetle noči. Dobro, bom na tej točki zaključila. O tem, kdo s kom bo sodeloval po volitvah, bo v tem studiu še veliko govora. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali našemu vabilu, vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nami.